Hvala za besedo, lep pozdrav in dobrodošli na virtualni produktni predstavitvi našega novega modela Škoda Fabia. Za začetek si pogledamo, do kje seže zgodovina modela Fabia. Temelji za prvo generacijo so bili položeni že daljnega leta 1999. Nato je sledila druga generacija in leta 2014 tretja generacija uspešnega modela. Tako je bilo v 22 letih prodanih kar 4,5 milijona vozil. Zato danes za nami stoji četrta generacija novega vozila in komaj čakamo, da jo lansiramo na slovenski trg. Nova Fabia sedaj razpolaga z vsemi tehnologijami, ki jih nudijo večji modeli znamke Škoda. Fabia je dobrih 11 cm daljša kot predhodnica in sedaj v dolžino meri 410 cm. Skoraj 5 cm je širša, njena medosna razdalja pa je zahvaljujoč MQB A0 platformi daljša za 9,5 cm. Prirastek je viden tako v notranjosti potniške kabine, kot tudi v prtljažnem prostoru, ki je sedaj večji za 50 litrov in skupaj znaša 380 litrov, kar je največ v tem segmentu. Poglejmo si sedaj zunanjost nove Fabie. Nova oblika sprednjega dela vozila je sedaj širši, bolj odločen kot njena predhodnica. Oblikovalski jezik sprednjega pokrova motorja je pričel narekovati že model Enyaq i-V. Sprednja rešetka je bolj pokončna in se elegantno zliva v žaromete, ti pa so sedaj serijsko v LED tehnologiji. Stranka pa se lahko odloči tudi za takšne, kot so na tem vozilu, v polni LED tehnologiji. Spodnji del odbijača vidimo rešetko tekom celotnega odbijača. Ta vsebuje aktivne lamele, ki se po potrebi odpirajo in zapirajo in tako izboljšujejo aerodinamiko vozila. Fabia pa je najboljša v aerodinamiki v svojem razredu. Njen količnik zračnega upora je zgolj 0,28. Da pa doseže to vrednost, ji pripomorejo naslednji elementi. Reža v sprednjem odbijaču, aerodinamična platišča, aerodinamično oblikovana vzvratna ogledala, ravno dno podvozja, ki zmanjšuje vrtince, ter na zadku usmernik zraka. Na zadku opazimo prepoznavni logotip Škoda in deljene zadnje luči, ki so sedaj na voljo tudi v full LED tehnologiji. Spodaj na odbijaču pa vidimo cevnike, tako imenovane mačje oči. Poglejmo si še, kakšna platišča so na voljo pri novi Fabii. Nova Fabia razpolaga z jeklenimi in aluminijastimi platišči. Jeklena platišča so na voljo v dimenzijah 14 in 15 palcev, aluminijasta pa med 15 in 18 palci. Fabia pa razpolaga tudi s platišči, ki so aerodinamična in izboljšujejo pretok zraka vzdolž vozila. Te so na voljo v dimenziji 16 oziroma 17 palcev. Preden pa preverimo notranjost vozila, si poglejmo še, kakšne barve so na voljo. Na voljo sta popolnoma dve novi barvi, Fenix oranžna in grafitno siva. Stranke pa lahko še vedno izbirajo med uveljavljenimi barvami, ki so že dolgo pri znamki Škoda. Pomembno pa je omeniti še paket Color Concept, ta je na voljo sedaj v sivi oziroma črni barvi. Skočimo sedaj v notranjost vozila. Takoj, ko se usedemo v prenovljeno Fabio, vidimo, kako zelo prostorna je. Prav tako kot vsi ostali modeli Škoda, ima tudi ona polno odlagališč, kamor lahko shranite svoje osebne predmete. Armaturna plošča je zelo podobna modelu Kamiq oziroma modelu Scala. Oblikovalci so potegnili pokrov motorja v notranjost in dodali oblikovalski element tekom celotne širine armaturne plošče. Izdelava je kompaktna, materiali pa so odlični. Volanski obroč je lahko dvokraki multifunkcijski ali pa trikraki športni volan. Infotainment zaslon je postavljen visoko v vidnem polju voznika in je na voljo od 6,5 do 9,2 palca, vkolikor se stranka odloči za navigacijo. Po novem pri Fabii ponujamo tudi ambientalno osvetlitev, ta osvetljuje sprednjo letev, kljuke vrat, predal, kamor spravite mobilni telefon in se polni brezžično, ter sprednje in zadnje bralne lučke. Fabia pa ni samo vrhunska v svoji prostornosti, temveč tudi v svoji varnosti. Sedaj ponuja kar do 9 varnostnih blazin in je najboljša v svojem segmentu. Poglejmo še, kako se sedi zadaj. Prvi vtis, izjemno prostorno. Prirastek v medosni razdalji je najbolj opazen pri predelu nog. Sedenje je zelo udobno in zlahka bi se peljal tudi na daljše potovanje. Tekom potovanja pa mi ne bi bilo potrebno skrbeti niti za polnjenje mojih naprav, saj to enostavno polnim iz 2 USB-C priklopov tukaj zadaj. Vsi pogonski agregati za novo Fabio prihajajo z generacije Evo. Izpolnjujejo normativ Euro 6,
in so tako še varčnejši od predhodnice. Na voljo so motorji od 48 do 110 kW, ta dva motorja bosta sicer na voljo nekoliko kasneje. Najzmogljivejši motor, 1,5 litrski 4-valjnik s 110 kW, je serijsko opremljen z avtomatskim DSG menjalnikom. Za večjo varčnost pa poskrbi tehnologija ACT, ki po potrebi izključi 2 valja. Do moči 70 kW je menjalnik vedno 5-stopenjski. Pri motorju z 81 kW pa lahko stranka izbira med 6-stopenjskim ročnim ali 7-stopenjskim avtomatskim DSG menjalnikom. Kot pa sem že omenil, se moč 1,5 litrskega motorja vedno prenaša prek avtomatskega DSG menjalnika. Stranke pa lahko po novem pri Fabiji prvič izberejo večjo kapaciteto posode za gorivo. Serijsko je vgrajena 40-litrska, opcijsko pa lahko stranke izberejo 50-litrsko, ki nudi nekoliko večji doseg. Nova platforma, ki jo je Fabia prejela iz koncerna Volkswagen, omogoča vgradnjo sodobnih asistenčnih sistemov, ki jih sicer najdemo v vozilih višjih razredov. Fabia, poleg že prej omenjenih do kar 9 varnostnih blazin, razpolaga še z asistenco Travel Assist, ki je nekakšen skupek večjih asistenčnih sistemov. Vključuje aktivni tempomat, asistenco Lane Assist in asistenco za prepoznavanje prometnih znakov. Premierno so v 4. generaciji Fabije še asistenca Side Assist, sistem Front Assist s prediktivno zaščito za pešce ter parkirni sistem s krmilno avtomatiko. Fabia pa ne bi bila Škoda, če ne bi bila Simply Clever. Poleg že uveljavljenih, kot je strgalo za led in dežnik v voznikovih vratih, je v Fabiji kar 5 novih rešitev. To so držalo za svinčnik in sponka za kartico, odstranljivo držalo za pijačo, odstranljiv predal na sredinskem tunelu zadaj, prilagodljiv predal na desni strani prtljažnika, 5. element pa je odstranljiv senčnik z opcijsko panoramsko streho. Za konec pa si poglejmo še nivoje opreme in njihove vstopne cene. Vstopni model Active je na voljo za 13 695 evrov, srednja oprema Ambition za 15 030 evrov, najvišja oprema Style pa za 17 346 evrov. Najlepša hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.